Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Vsak teden v 3 oddajah iščemo namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite pri odkrivanju Slovenije. Pozdravljeni! Danes pa očitno ne bo dan za branje, ampak za akcijo. Ravnokar sem dobila sporočilo s koordinatami občine Benedikt, kar je super, saj v tej mali občini ne vem kaj dosti. Koordinate kažejo, da gremo na severovzhod Slovenije, v osrednji del Slovenskih goric. Pridružite se mi, gotovo bo naše raziskovanje zanimivo in zabavno. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Jaz sem danes prišla, da si malo ogledam to vašo cerkev. Slišala sem, da sodi med največje umetnostne spomenike v Sloveniji. Pa me zanima, kaj je njena največja dragocenost? Jaz bi rekel, da je to njena največja dragocenost že sama zgradba in pa tudi to dejstvo, da so ljudje v tistih letih 1500 recimo prej še hodili v Köln in častili svete 3 kralje in so si potem zadali nekako nalogo iz globoke vere do svetih 3 kraljev, da zgradijo tukaj na tem območju cerkev svetih 3 kraljev in da bojo hodili romarji sem. To je sicer, kot ste rekli, podružnica, ni župnijska cerkev, tako da nikoli tu ni živel ob cerkvi duhovnik, tudi ni pokopališča zraven, kakor je to pri župnijskih cerkvah. In tu so hodili samo romarji in recimo to vidimo, to njihovo veliko vero, njihovo predanost Bogu in 3 kraljem. Lani pa ste praznovali okroglih pol tisočletja od začetka gradnje cerkve, ampak gradnja naj bi potekala kar dolgo. Kako je potem cerkev dobila to današnjo obliko? Začeli so jo graditi leta 1521 in končali 1588. To je bistvo za tako veliko zgradbo kar v kratek čas, ne? Ampak gradili so postopoma. Tudi recimo že leta 1557 je bila tu prva sveta maša, ampak najprej temelji, potem glavna ladja, potem streha, potem zakristija in nazadnje tudi zvonik. Super. No, lani ob obletnici pa ste cerkev, če se ne motim, tudi obnovili. Česa ste se lotili mogoče najprej? Ja, je potekalo 2 leti, nekje 2 leti. Najprej smo cerkev odnoter prepleskali. Ko si boste malo ogledali, boste videli, da dejansko bi rekel, vsi deli niso na novo prepleskani, ker je to potekalo pod strogim nadzorom spomeniškega varstva iz Maribora in so rekli, tisti originalni deli iz časa nastanka cerkve morajo ostati.
recimo bela barva in te stvari, pa smo prepleskali potem ladje, vse tri. Na to smo tudi zamenjali vsa tri velika vrata, ki so kar takšno primerna tej veliki zgradbi. Potem tudi od zunaj prepleskali cerkev, potem smo namestili tudi en zvon novi, dodali k starim trem, tako da so 4 zvonovi gor, tudi nov električni pogon zvonov, nova številčnica za uro na zvoniku in pa tudi ustavili smo tudi novi daritveni oltar, v katerem so tudi relikvije blaženega Grozdeta, tako da smo kot Slovenci tudi povezani z škofijo Novo mesto, odkjer ta blaženi tudi izhaja. No, jaz bi zdaj predlagala, da si ogledava malo še notranjost, če se strinjate. Pa kar pojdiva. No, pri obnovi pa ste izvrstno sodelovali tudi z občino, je res? Ja, skozi ves čas smo tudi z občino sodelovali, prej še z prejšnjim županom, tudi moram reči, zdaj pa, ko je ta novi župan, pa tudi še posebej, ni bilo nikoli nobenega problema, tako da so nam pomagali tako tudi finančno pri beljenju notranjosti te cerkve, pa tudi zunanjosti, pa tudi jaz mislim, da tudi dobra beseda, neka spodbudna beseda iz občinskega sveta, recimo, da želimo iz te cerkve nekaj dobrega narediti, da je tudi to kraj, kjer se družijo ljudje, pa naj se bodo verni ali neverni, mislim, da je tudi velikega pomena. Kaj pa notranjost cerkve? Mi poveste še malo več o tem mogoče? Ti oltarji in vse to je nekako iz leta 1500, 1600, pa tudi še do 1700 izvirajo, ker kot je rečeno, ni bilo vse hkrati, ampak postopoma v teh letih zgrajeni. Zame je najlepši oltar Marijinega vnebovzetja, ko 15. avgusta imamo vedno tudi sveto mašo pri tem oltarju in se tudi zbere veliko ljudi iz naše župnije, kakor tudi romarji pridajo od drugod. Ena nova zadeva pa v tej cerkvi je pa tudi ta oltar. Je bil narejen seveda načrt in pa izdelal ga je pa kamnosek Možina iz Primorske. Zanimivo je, da so to 3 niše, ki predstavljajo tudi svete 3 kralje, v notranjosti so pa relikvarji 3 in v enem je tudi relikvije blaženega Lojzija Grozdeta. Tukaj je verjetno še posebej lepo, ko imate koncerte in pa srečanja pevskih zborov. Zelo dobro, da skrbite tudi za kulturno ponudbo. Cerkveni pevski zbori so že od nekdaj tu. Imamo srečanje nekje navadno v jesenskem času iz cele dekanije, dekanija Sveti Lenart v Slovenskih Goricah. Pride okrog 9 do 10 cerkvenih zborov, potem vsaka skupina zapoje 2 ali 3 pesmi. Smo pa v zadnjem času tudi, sedaj po koroni, če lahko rečem tudi, imamo tudi, se pravi, zbore, pridejo zbori tudi recimo na občinski ravni ali pa recimo, ki jih povabi tudi turistično društvo ali občina ali kdorkoli drugi in jim mi odstopimo tudi ta prostor, ker je zelo lepa akustika in pa tudi zelo pač se lahko mirno in lepo usedejo in spremljajo koncert. No, zanimivi dogodki pa potekajo tudi tu zraven v Mežneriji. Greste morda tudi vi kdaj tja na kakšen protokolaren dogodek? Ja, že lansko leto, ko smo rekli 500 let začetka gradnje cerkve, je nastala tudi pred 500 leti ta Mežnarija poleg, seveda smo jo tedaj blagoslovili, bil je ljubljanski škof Jamnik, nam je na novo blagoslovil cerkev in pa tudi Mežnarijo, kjer se velikokrat srečujemo in pa tudi poroke so tam civilne, ne? In jaz, če sem tu, potem grem tudi tja zraven,
tukaj v tej pri civilni poroki sodelujem oziroma kot gost. No, in če je naša cerkev stara 500 let, rečeno tudi Mežnarija, vas lepo povabim, da si ogledate tudi Mežnarijo, toliko staro. V njej boste našli ta protokolarni prostor, pa še tudi kaj drugega zanimivega. Lepo povabljeni. Zmenjeno. Jaz se vam zahvaljujem za vse informacije. Vaša cerkev je res naravnost čudovita. Želim vam veliko uspeha še naprej in srečno. Hvala lepa. Tole pa je verjetno Mežnarija. No, tale 500-letna zgradba je zgrajena v značilnem Melslogu. Tudi Mežnarijo so lani temeljito prenovili, ohranili so le črno kuhinjo in pa prireditveni prostor za 50 oseb. Prvotni zidovi so odlično ohranjeni, narejeni so iz peščenjaka, pohištvo pa so restavrirali. Mežnarija je danes namenjena protokolarnim dogodkom, kot so civilne poroke, različna slavja, sem pa lahko pridete tudi, če bi radi poskusili lokalne dobrote, saj delajo tudi degustacije. No, jaz sem videla, da me tam čaka že namig. Pa poglejmo. Kralj Slovenskih goric. No, še dobro, da je danes že vse na spletu, ker bi sicer tega kralja iskala kje na kakšnem gradu. Zdaj pa vidim, da je bil to vzdevek Dominika Čolnika, vinogradnika, živinozdravnika in narodnega buditelja, ki ima zasluge za razvoj in okrepitev slovenske narodne ideje v Slovenskih goricah. No, njega sicer ni več, saj je umrl že konec 19. stoletja, verjetno pa je tukaj še kaj, kar ga povezuje z njim. Mogoče bom pa tu našla kaj. Dober dan. Dober dan. Pozdravljeni. Pozdravljeni. No, vi pa ste avtor Čolnikove trte. Povejte mi, kaj sploh pomeni beseda avtor? Beseda avtor je iz časov cesarstva. Tiskrat je cesar 15. avgusta dal nalog, cesar je dal pooblastilo, da se zaprejo kure, nadzira se vinska trta, falote, to je pač taki mali, kot smo bili mi po vinograde, kit stekali, ampak čuvati treba grozdje. In ti avtor kot tak je bil posebnejši človek, sam neurejen, tako kot jaz, hrano je imel, vse posod je imel žlico zraven. Vsi so mu nastavili, kateri so imeli vinograde, nastavili hrane, on ni doma spal. On je šel od hiše do hiše, od vinograda do vinograda. To je bilo osnova za njega. Kaj pa, zakaj je ta trta tako posebna sploh? Ta trta je zato posebna, ker je Dominik Čolnik bil napreden, najbolj napreden tu v Sloveniji nasplošno. On je živel na Dunaju in je prenesel z Dunaja tudi razne sorte znanja. On je bil prvi vinar, prvi, ki je postavil temelje temu, da so se delale penine. On je bil prvi zato za nas, zato pa sadjar in vinogradnik, to je bil on. No. In tudi že vinozdravnik je bil tudi. Ja, vse to. Verjetno so mu zato tudi rekli kralj Slovenskih goric, kaj ne? Ja, vidite, to je zdaj, s tem je tak, ker ta Čolnik, on je bil edinstven tu okrog in je prišel in je ljudi podučil, kmete, kako naj se bodo napredni, ker tiskrat še bo zaostalo se skupaj tak, ne. To je bil edini, ki je to, ne. Zato počuvamo to trto, ki je poimenovana po njemu, Mariborska, ne. Kaj pa v njegovi rojstni hiši? Lahko v notranjosti kaj vidimo mogoče? V tej hiši je stara hiša, prenovljena, na njej vidite obeležje, notri pa nič ni, vse je pač tako, kak je, kot se stanovanja so zdaj današnji dan, ni kaj posebnega, ne. No, torej si bom jaz pogledala le malo zunanjost hiše, vam pa naj se še prej zahvalim za vse informacije, ki ste mi jih dali, gospod. Hvala lepa. Hvala.
V tej hiši se je rodil Dominik Čolnik. Leta 1830 narodni buditelj je bil slovenski domoljub, mecen, naprednik, kmetovalec na Drvani. Tukaj še moj namig. Kakšno življenjsko zgodbo ima tale Dominik Čolnik? Rodil se je 3. avgusta leta 1830 in se je osnov kmetijstva učil pri svojem očetu, kasneje po končani mariborski gimnaziji, pa še na liceju, kjer je obiskoval kmetijska predavanja. Imate radi tista sladka ledena vina? No, prav Dominik Čolnik, ki je bil eden najpomembnejših vinogradnikov tistega časa, je naredil prvega. Pa na svojih posestih je gojil več kot 400 sort vinske trte. Noro, kaj ne? Uveljavil se je tudi kot borec za slovenski jezik, bil je politično aktiven, pa tudi mecen. Ampak kljub vsem svojim uspehom je pri svojih visokoletečih načrtih pretiraval in je zaradi razsipnosti in 2 požarov zašel v dolgove. Imel je 7 otrok, ampak je kljub temu na koncu umrl sam in brez družine. Kakšna zgodba. Jaz bom zdaj pogledala še namig. Frank Kocbek. No, zgleda imajo v Benediktu še eno pomembno zgodovinsko osebnost. Pa poiščimo še naslov tega Kocbeka. No, pa sem prišla do moje naslednje lokacije. Table od Kocbeka. Evo, tale Fran pa je pravzaprav moj kolega, saj je ravno tako kot jaz tudi on raziskoval zanimive kraje. No, predvsem hribe. Jaz svojo snemalno ekipo hodim po slovenskih občinah, Kocbek pa je pisal o turizmu oziroma zanimivih krajih, predvsem o planinskih poteh. Po poklicu je bil učitelj, ampak očitno je bil predvsem velik ljubitelj narave. Pisal je namreč o botaniki, planinskih poteh, podzemnih jamah, bil pa je tudi ustanovitelj Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva. In verjemite, še bi lahko naštevala, ampak menim, da je za danes kar dovolj informacij, še moj zlati ključ poiščem in je to za danes. Kako lepa narava je tukaj. In še moj zlati ključ, da vidimo, kaj pravi. Občina Benedikt je sicer mlada slovenska občina, saj je nastala leta 1998 po delitvi občine Lenart, ampak ima zanimivo zgodovino. In čeprav je po velikosti majhna, se lahko pohvali z velikim napredkom v zadnjih letih. Zgovoren je podatek, da je v letu 1991 na območju današnje občine živelo 1908 prebivalcev, leta 2022 pa 2614 prebivalcev. To je torej prebivalcem lepo in se zato celo priseljujejo. Seveda pa je ob tem pomembna tudi skrb za okolje, naravo in torej tudi zaščita drugih živalskih in rastlinskih vrst. Zato Suzana boš jutri za začetek spoznavala ogrožene rastline in ptice. No super, zdaj vem, kaj me čaka jutri. Danes smo spoznavali preteklost te čudovite občine. Najprej smo obiskali cerkev, pa mežnarijo, potem pa še 2 pomembna možaka, ki sta svojim delom bogatila ne le čas, v katerem sta živela, saj je njuno delo pomembno vplivalo na vse, ki so prišli za njima. No, prvo vprašanje za vas, dragi gledalci, pa je, kako imenujemo naravno spojino, značilno kristalno zgradbo, ki je nastala s pomočjo geoloških procesov. Naše potepanje po tej čudoviti občini se za danes sicer zaključuje. Ampak v naslednjih 2 oddajah boste izvedeli še veliko zanimivega, zato nikar ne zamudite jutrišnje oddaje, ko bomo govorili o ogroženih vrstah ptic in rastlin. Bodite lepo, do jutri.